Lep pozdrav, kako ste kaj? Danes, kot vidite, se vam javljam iz Logarske doline in za mano je prelepi slap Rinka. A ni to lepo? Kot vidite, je v kriptosvetu kar precej novosti in če se morda spomnite iz prejšnjega videa, sem omenil, če obdržimo pri Bitcoinu 21-tedenski EMA, bom postal bullish. Kaj se zdaj dogaja? Dajmo si kar pogledati, dajmo se kar potopiti v grafe. Smo na dnevnem grafu Bitcoina. V teh dnevih je imel kar skokovito rast, ampak kaže že znake šibkosti, kar nakazuje tudi tale RSI divergence. Nismo imeli večjega spusta, očitno je bil 21-dnevni EMA dovolj močna podpora za nadaljnjo rast. Trenutno se ponovno borimo z zgornjo stranico tega našega gramofona oziroma razširjajočega trikotnika. Hkrati pa se borimo tudi z 200-dnevnim EMA. To dvoje nam postavlja kar močno mejo in jaz kar malce dvomim, da nam bo to uspelo danes. Za preboj bi se po mojem morali malce spustiti, ohladiti, nabrati moči in potem spet probati, ampak Bitcoin rad tudi preseneča. Ta današnja svečka še ni končana, tako da nič še ni določeno. Še vedno smo v tem našem ogromnem gramofonu, ki je pa bearish vzorec. Ta druga stvar, ki me ne prepriča in zaradi katere sem rekel, da sem previden, je pa volumen. Če vam dam samo za primerjavo, to je volumen prejšnjega bull runa, tukaj, ga vidimo, ne? Je precej višji. To je pa volumen sedaj. Tukaj smo se vzpenjali od 11.000, 12.000, tukaj pa sedaj govorimo o 44-45 tisoč. Potem sta pa še grafa dolgih pozicij in števila denarnic z več kot 1000 bitcoini, s katerima pa vas danes ne bom moril. Zdaj, dokot se lahko spustimo, tukaj imam označeno mejo, tam nekje 35.600, tam nekje, ki se tudi križa s 50-dnevnim EMA trenutno in ima tudi 61% Fibonacci retracement. To je pa tedenski graf. Se še spomnite, kaj sem rekel v prejšnjem videu? Če prebijemo mejo 21-tedenskega EMA in jo z naslednjo svečko potrdimo kot podporo, bom bullish. Tukaj vidimo, da smo za lih prebili in z naslednjo svečko potrdili kot podporo. Ta svečka se je končala včeraj. Mislim, da se bo moral Bitcoin zdaj v kratkem malo spustiti, da malo zadiha in vse bo zdaj na naslednji svečki ali dveh, ker še vedno se lahko zgodi, da imamo false breakout. Torej, trenutno se 21-tedenski EMA nahaja na tam nekje 40.500. Tega ne smemo izgubiti. Tako da ja, sem počasi bullish, ampak naj se malce popravim. Sem previdno bullish. Hitro se lahko stvari obrnejo, sploh iz razlogov, ki sem jih naštel prej. Moram pa omeniti še to, zelo mi je všeč, da je tedenski RSI zdaj nad 50, to se mi zdi kar bullish. Ampak indikatorji legajo, tako da se ne smemo zanesti 100% na njih. To je to za danes. Če vam je video všeč, mu dajte všeček, če vam ni všeč, mu dajte ne všeček. Ne pozabite se vpisati na kanal, da ne boste zamudili naslednjega videa, ker zadevo kar konkretno spremljam. In se vidimo v naslednjem videu. Čau!